V bistvu bi jaz strnil v 3 sklope napake, ki jih delajo slovenski prodajalci. Prvi sklop je povezan s tem, da premalo smo disciplinirani, premalo delamo follow-upe, se pravi premalokrat po sestankih, po poslanih ponudbah pokličemo, preverjamo, poskušamo seveda prepričati kupca, da naredimo en korak naprej. Druga takšna napaka je povezana s tem, da smo premalo samozavestni pri zapiranju posla. Prevelikokrat ostanejo stvari nedorečene, velikokrat se bojimo te besedice ne, in zato ne naredimo naslednjega koraka. In tretja taka stvar, ki bi jaz rekel, je, da prevečkrat razmišljamo o sebi kot prodajalci, namesto da bi odgovorili na osnovno vprašanje, ki si ga zastavlja vsak kupec, in to je, kaj imam jaz od tega? Kaj imam jaz od tega, da se zdaj pogovarjam s tabo, kaj imam jaz od tega, da seveda kupam od tebe, in kaj imam jaz na dolgi rok od tega, da s tabo dolgoročno sodelujem.